Poglej to! Ilustracije, ki so zaznamovale. Ilustracijo za plakat Bele z rdečim klinom sem prvič srečala v času študija, ko sem se soočila z rusko avantgardo. To je takoj postalo moje najljubše umetniško obdobje in ta ilustracija predstavlja vse, kar je značilno za to obdobje. Zdaj, če se lotimo vsebine te ilustracije, to, kar El Lissitzky tukaj želi, je sporočiti jasno propagandno geslo, kot sam naslov slike veleva, Bele z rdečim klinom. To pomeni, da na tem plakatu slavi in podpira Rdečo armado kot napredno silo, ki zmaguje nad Belo armado kot nazadnjaško silo. Zdaj, če pogledamo pa povsem, kako je to likovno upodobil, je ilustracijo razdelil na dve polji, in sicer s pomočjo diagonale, ki vnaša v polje dinamiko, imamo takoj občutek boja nekih dveh sil. Kljub temu, da je slika povsem abstraktna, kar odgovarja gibanju suprematizma, je jasno, da se je avtor zavedal, da v zahodnem svetu slike beremo podobno kot tekst, se pravi z leve proti desni in od zgoraj navzdol, in v ta najbolj napreden kot, kjer je najpomembnejša vsebina na vrhu papirja, je postavil ta rdeči trikotnik, ki se v dinamiki z dinamično silo bliža spodnjemu desnemu kotu. Kar se mi zdi še posebna odlika te ilustracije je, da je na njej uprizorjeno to, kar nismo videli v zgodovini pred tem in tudi potem pravzaprav več ne, in sicer, da abstraktne forme lahko predstavljajo neko jasno propagandno idejo. Zame kot ilustratorka, ko je ta podoba tako močna, predvsem zato, ker predstavlja to, kar je tudi meni pri mojem osebnem delu zelo pomembno, in sicer, da umetnik nekako mora verjeti, da lahko s svojimi podobami spreminja svet, da je to nekako njegova dolžnost, in da si mirno lahko domišljamo, da umetnost tudi ima to moč.